In zato verjamem v to prehranjevanje. Zdaj. Sem Urška Pene, prihajam iz okolice Žužemberka, stara sem 33 let in po poklicu sem vzgojiteljica. Od leta 2014 pa sem presna veganka. Najprej sem enkrat po novoletnem žuru, sem se naslednji dan precej bedno počutila in sem se odločila, da bom jaz nehala piti takrat za 1 mesec alkohol po mesu, bom probala nehati, da bom bolj zdravo živela. No in pol sem to, ko je minil 1 mesec, sem na koncu meseca rekla, wow, a je že konec, dobro, bom pa še 1 mesec, se mi ni nič hudega bilo, ne. In pol sem minil 1 mesec, 2 meseca in v tem cajtu sem jaz pol začela malo brati te knjige o zdravi prehrane. Pa tudi odločila sem se vmes, da bom shujšala, ne, da bom zdravo shujšala in pol je šlo bolj vse na zdravje. Pa sem naletela na eno knjigo, kjer so ljudje, presnojedci, opisovali, kako so preboleli bolezni, sladkorno, ne vem, AIDS, holesterol so si znižali. Tako. In pa sem rekla, če jaz to probam, da vidim, kaj bo pa to meni naredilo, a ne. Zmeraj sem si dala 1 mesec, recimo, ne vem, pa sem tako stran dala mleko, pa čaje, pa sol, pa ne vem, začimbe, pa tako. In pol je počasi sem stvari cancelala stran. Prvič sem slišala za presno veganstvo v knjigi Hočeš biti zdrav proti kuhinjskim loncem. In če bi mi kdo to rekel prej, pred 10 leti, kaj je to presno veganstvo, kaj ješ, bi rekla, ta je čisto nor, ni šans, da se bom jaz odrekla in sladoledom in alkoholu in sladkarijam in vsem čokoladam. Zdaj, ko gledam na to, si mislim, da je bolj preprosto ne moglo biti. V naravi so vse živali, ne rabijo nobenih zdravil, ne rabijo nobenih bolnic, jejo preprosto, ne rabijo nobene kuhinje in kuhinjskih loncev in vse zdravo poskakujejo naokoli po gozdu. V tem prehodnem obdobju sem si pa tudi recimo dopoldne pa do večera sem ponavadi se trudila, da bom imela čim več sadja pa čim več surove hrane. Pol zvečer sem si pa kaj veganskega pripravila, ampak vse sem zmeraj gledala na to, da je čim bolj preprosto pa čim manj obdelano. Da tiste recimo zelenjava ali pa stvari, ki jih lahko surove ješ, da jih ne obdelujem, ker vedela sem, da če ti ješ surove stvari, je največ encimov noter, to je pač živa hrana, to ni mrtva hrana. In kakor ti skuhaš, je mrtva hrana in ni dobra zate. Zadnje mesece, preden sem pa šla na presno veganstvo, sem pa še žita stran dala, ker sem prebrala, da to zasluzuje in da imaš potem dostikrat poln nos in da se to nalaga v žilah. In pa sem rekla, pa bom probala, ne, da vidim, če bo, kaj bo, ne, da ni. No in potem sem to, pa mi je pa zmanjkalo zaloge žit, pa sem še kuhala včasih zelenjavo, brokoli pa tu na pari. In pol sem pa enkrat tako pogledala, kaj jaz počnem, meni se to ne da več delati, zakaj bi mogla še, mislim, se ne bo dosti poznali, če še tu skencelam stran, če še neham kuhati. In sem probala, sem rekla, ajde, bom pa do nadaljnjega brez tega, ne. No in zdaj do nadaljnjega je to zdaj že 5 let in zdaj se pa pač trudim jesti surovo, če ne kompliciramo, nekaj takega. Jaz jem surovo, sveže sadje in zelenjavo pa semena in oreščke. Če se ne da organsko pridelan. Recimo ob 10, 11 pojem kakšno sočno sadje, recimo kakšne pomaranče, mandarine, recimo 3 pomaranče ali pa 10 mandarin. In pa recimo tu sem sita 3-4 ure ali pa več in potem ob 2 pojem kaki, recimo 1 kilo kakija, tisti slabi kaki. In potem je spet gremo v akcijo, to je 3-4-5 ur. Je dobro, pa recimo, če mi paše sadje, pojem še kakšno spet sočno sadje. Lahko tudi kakšen mango ali pa
spet kakšne mandarine. In potem pa nadaljujem še z solata, recimo solata je pa zelena, listnata zelena solata, pa recimo en avokado in paradižnik, če je. Če je pa rdeča paprika, odvisno kaj je takrat v sezoni. Če pa še nisem zadovoljna, pa pač še kakšne 2 žlice semen ali pa oreščkov in je to. Ponovadi se zadovoljim po takem delu. Starši so mislili najprej, da bom kar umrla. Prijatelji oziroma sorodniki so me provocirali z vprašanji pa trditvami, ki so jih slišali na internetu. Ja, to je bilo to in pol so me tako posmehovali, so se mi tudi. Niso odobravali tega. V knjigah, v tem, da sem gledala videoposnetke na internetu, da sem brala knjige in potem sem tudi sprobala in je funkcioniralo. Potem sem pa nadaljevala in me ni mogel nobeden prepričati, ko sem enkrat dobila lastne izkušnje. Ko sem dobila enkrat lastne izkušnje, da je to dobro in da so pozitivne, da so koristi, sem nadaljevala in me ni mogel prav nobeden nič prepričati v nasprotno. Tudi če so mi ne vem kaj govorili. Ko sprobaš, vidiš. Probleme sem imela edinke, kako si dobiti zaloge hrane, da sadje pa zelenjava je sveže in pol je tudi težko, kdaj je zrelo sadje, koliko cajta rabi, da dozori, potem kakšne količine. Najboljša izboljšava je bilo to, da sem imela boljšo krvno sliko. Prej sem imela zmeraj pomanjkanje železa, mi je zdravnica že hotela dati tablete. Sem rekla, da bom s prehrano to spremenila in sem. Zdaj je železo, tako kot je treba. Recimo nisem več pozimi prehlajena, konec je prehladov, vročine, nimam več zamašenega nosa, nič več me glava ne boli. Oziroma, če pa kdaj zamašen nos, pa to je v 2-3 dneh konc. Nikoli se ne razvije v kakšna huda, da bi imela pol, da bo obležala, pa da bi bila hripava, pa tako. Konc je tega res. Zobje na začetku presne hrane, ko sem šla zobarju, pa mi je odkril kar nekaj karijesa. In pol po 4 letih sem šla pa spet, zdaj nedolgo nazaj sem šla zobarju po 4 letih in me je bilo malo strah, kaj bo tam zdaj, mi bo odkril in mi ni odkril niti enega karijesa in je rekel, da mi je tudi zobni kamen izginil iz zob. Tako da, pa naj še kdo reče, da ne uporabljam jaz kolodont, ni šans, jaz ga že 3 leta nič ne uporabljam benga kolodonta in samo zobe krtačem iz vodo, zjutraj pa zvečer in to je vse. Drug pogled na ljudi, na živali, recimo, to sem dobila, recimo sem gledala pri sosedu, ko so imeli bika doma in sem poslušala, kako se je upiral s svojimi močmi, da ne bo šel na kamion za klavnico. In takrat sem se jaz zamislila, sem si rekla, tle nekaj ni v redu, da se to dela. Sem rekla, živali čutijo, živali vejo, tako da to mi je dalo potrditi, da sem se jaz odločila prav. Jaz mislim, da se s to prehrano ne odrekam ničemur, ker pač jaz sem sita, ko se najem, sem sita in zakaj bi se odrekala nečemu? Saj mi napaše tisto, ko sem sita, nič drugega. Tudi če si lačen, pa da si kar naprej govoriš, da me ne paša pica, enkrat boš zadosti lačen, da jo boš ujest. Če se boš pa ti nasitil s ta pravimi stvarmi, ti bo pa čisto vseeno za tisto pico, ali pa ni. Ja, ne vas biti strah poskusiti, ker če ne poskusiš, ne moreš vedeti. Glavno na probleme ne gledati, kot da so problemi nerešljivi, pač to gledajte kot na izzive, kot nekaj novega, nekaj zanimivega. Uživajte v hrani, jejte, pač gledajte, da ni kuhano ali pa pečeno, da ni toplotno obdelano, vse ostalo pa, kakor vam srce poželi.
Jaz sem Urška Pene, prihajam iz okolice Žužemberka. Po poklicu sem vzgojiteljica. Kar naprej. Kar naprej, to je bilo dobro. Zdaj pa Dobro. v glavnem. Še enkrat, sem Urška Pene, prihajam iz okolice